Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Premijer Šarec ne mara svobode govora. Šarec, prvi zedinitelj, ki v teh dneh menda ruši vse rekorde po priljubljenosti, po Donaldu Trumpu, tako pravijo naši sogovorniki, je zdaj zaradi tega resno zaskrbljen že tudi severnokorejski Kim Jong-un, ne mara svobode govora. Najprej je svojim partnerjem prepovedal govoriti o samim sebi, potem pa še opoziciji o njem. Saj veste, nič ne vidim, nič ne slišim, ničesar ne. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Kobal, Vilfan, Prešiček, Arsenovič. Kako se je sedma sila oziroma četrta veja oblasti obnesla pri poročanju o aferah, ki tresejo Slovenijo? Kako so se mediji odrezali pri poročanju o aferah, ki v zadnjem času tresejo Slovenijo, se bomo pogovarjali z našim posebnim gostom, Nenadom Glüksom, novinarjem časnika oziroma tednika Reporter in našim stalnim komentatorjem, dr. Boštjanom M. Turkom. Dobrodošli. Dobro večer. Nenad, najprej vprašanje zate. Ti si dolgoletni novinar. Kako bi ti recimo opisal svoj odnos ali pa vaš odnos do ostalih medijev v Sloveniji, do novinarskih kolegov? Ste vi v bistvu kolegi med sabo, imaš tak občutek, ali ste tekmeci za bolj točne, bolj ažurne novice, ali kakšen bi ta vaš odnos? Oboje. Smo kolegi in tekmeci. Zdaj z enimi smo v boljših odnosih, z enimi v slabših, ampak nasplošno novinarji med sabo nimamo kakšnih takih osebnih težav pri stikih. Ne? Smo pa pač pogosto različnega mnenja, različnih nazorov, kar načeloma ni nič narobe. Ja, vse to je v redu. Za pluralizem medijski je to verjetno dobro. Ampak sprašujem zato, ker nekako opažamo, posebej v zadnjem času, ali pa že nekaj časa, da tega, kar je nekako osnova novinarskega dela, se pravi navajanja in citiranja virov, pa ni preveč med vami. Ne? Se pravi, posebej, če gre za kakšne medije, ki so dojemani kot nedominantni, opozicijski, recimo kot je vaš tednik Reporter, se dosti krat zgodi, da objavite kakšno zgodbo, pa je drugi mediji pač povzamejo, ne da bi navedli vir. Kako to komentiraš? Ja, včasih nas povzamejo, včasih nas navedajo, včasih tudi ne. Tudi meni se je že zgodilo včasih, da so mojo zgodbo celo na televiziji objavili, praktično enako zgodbo, kot sem jaz prej objavil, pa me niso navedli. To gotovo ni profesionalno. Zdaj različno, nekateri novinarji se tega držijo. Jaz recimo vedno, če objavim neko zgodbo, neko tako izvirno zgodbo od nekega drugega novinarja, navedem najmanj medij, če ne že novinarja. A pa to vpliva na te, recimo, iz katerega medija prihaja ta novinar oziroma v katerem mediju je bila objavljena ta vsebina? Niti ne, to odvisno je od vsebine. Če je vsebina relevantna, če je zanimiva, če je nekaj novega odkritega, mi je načeloma vseeno, iz katerega medija je. Evo, da še Boštjana povaba v debato, da nam ne bo zaspal. Boštjan, ti si akademski človek, prihajaš iz akademskih krogov, ne? Eno osnovnih akademskih pravil je navajanje, citiranje virov, da ne smeš prepisovati, po domače povedano. Vidimo, da v Sloveniji imamo s tem kar dosti težav. Ne? Tako recimo na področju politike smo imeli v preteklosti, zdaj najbolj znana sveža zgodba, o kateri smo že govorili tudi v naši oddaji, je ta afera Kobal. Čemu ti to pripisuješ, recimo, da ljudje čutijo neko potrebo, da morajo skriti vir oziroma da radi prepisujejo misli drugih? Ja, to je pač, bi rekel, eden od problemov, bi rekel, celo manjši problem v tej vrsti. Jaz recimo sem bil prvi, ki je objavil, ker sem imel pač to informacijo in sem v Reporterju oziroma s kolegom Kršinarjem, ki ga zdaj ni tukaj, sva to zdebatirala, da je umrl Peter Rotar, in sem potem to prvi tweetnul in tudi potem poslal na Reporter, Reporter v bistvu prvi objavil. In potem so recimo Slovenske novice to povzele, moje stavke povzele, ampak enostavno zamolčale, odkot ta vir sploh je. Jaz sem to zvedel, pač ker je, bilo je na spletni strani pogrebnega zavoda, zdaj pa upravna enota Lenart, Jurovski dol, tam, in to absolutno, ampak to ni bilo ne prvič, ne zadnjič. Bolj se
recimo bojim tega, da so kakšne teme, ki so odmevne in ki so večje in ki jih mediji ne povzamejo. Recimo bi omenil čisto začetek, za novo leto sem po dolgo časa po veliko dela v Reporterju objavil eno zelo obširno analizo, mislim, da je bila celo na 6 straneh objavljena o tako imenovanem trojnem umoru v Rovinju, se pravi v avgustu leta 2002. To je zadeva Perič, ne? To je zadeva Ivan Perič, ne? In sem upoštevaje vire iz tujine, predvsem vire iz srbskega in hrvaškega tiska, sem tako rekoč dokazal to, kar je že odvetnik Ivana Periča ves čas trdil, namreč da Ivan Perič ni morilec svoje matere in ni morilec družine in da so ti morilci se iskati v mafijskih krogih in recimo tega ni nihče povzel. Recimo, to je stvar, ki je absolutno prioritetna, kajti človek, ki je še vedno zaprt, se je dobro, da se mu ni v tem času zmešalo, ampak mi smo v Reporterju recimo smo upozorili na pač te detajle, se pravi, ki jih je kriminalistična preiskava namenoma obšla. Da si predstavljate vi to, bom samo to povedal, da je bil Ivan Perič obsojen na osnovi tega, da je udrl, da je prišel s ključem brez vloma v stanovanje. Hkrati pa kriminalistična policija in raziskava pravi, da je prvi kriminalist vstopil skozi odprto okno. Se pravi, kako pa potem morilec vstopil, če je bilo okno odprto? Tisti, ki so bili ubiti, ga najbrž niso mogli, ker je toliko zaudarilo, šli nazaj zapreti in take stvari. Ja, recimo, to bi si želel, da bi to mediji povzeli, pa tega ni noben povzel. Kako ti misliš, kako se zdaj mediji odločajo o tem, kdaj pograbijo neko zgodbo, ki je najprej objavljena v drugem mediju in kdaj ne? Kaj jih recimo vodi pri tej odločitvi? Posebej dominantne medije, recimo imamo v mislih, a tehtajo res samo vsebino, tako kot si ti rekel, da tebe vodi pri tvojem novinarskem delu, ali misliš, da tehtajo še kakšne druge stvari zraven? Prepričan sem, da včasih tehtajo ne samo vsebino, ampak tudi recimo v zadju so kakšni politični interesi, kapitalski interesi, tako da včasih sem se tudi jaz spraševal, zakaj pa te zgodbe, ki je recimo zanimiva za širšo javnost, zakaj ne pograbijo. Verjetno je deloma, enostavno presoja, da se jim ni zdelo, deloma je pa zagotovo tudi so neki interesi v ozadju, ki niso novinarski. Tudi to se dogaja žal pri nas. Zdaj sprašujem zato, ker recimo, če si zdaj pogledamo to zgodbo o ministru Prešičku, katerega odstop je predsednik vlade sprejel v začetku tega tedna. Recimo Bojan Požar je objavil članek prejšnjo soboto. Na Požar Reportu je objavil članek o tem in potem je trajalo v bistvu 5 dni. 5 dni je trajalo, da so pač v bistvu ostali mediji dominantni začeli o tem poročati. Tragedija Ministrstva za kulturo, priljubljen uslužbenec storil samomor, ker naj bi ga minister zmerjal, žalil in poniževal. Zdaj vidva sta medijska človeka, to je tak naslov, da verjetno novinar mora iti in pogledati, kaj recimo je res na tej zgodbi. Potem so se nadaljevala zapisi na to temo na Požar Reportu, dodatno pričevanje ljudi, nova dejstva in bila je v bistvu medijska tišina, Bojan Požar temu reče omerta, medijski molk, dokler se ni oglasil premier Šarec, da je zahteval pojasnila od ministra in potem so vsi mediji poročali, da je premier Šarec zahteval pojasnila, ne pa o tem, kaj se je najprej zgodilo. Jaz si to mislim, da je tipično, recimo tisti dan, ko je Požar objavil prvi članek o tej zgodbi, je bil odziv enega od novinarjev Dnevnika, da je na Twitter napisal, kako nekateri uporabljajo tragedijo, tragično smrt človeka za politično obračunavanje. Torej, novinarski instinkt je bil najprej ne, da gre preveriti, kaj se res dogaja na Ministrstvu za kulturo, kaj počne minister, kot bi storil, mislim, da vsak novinar, pač pa to, češ, kaj zdaj obračunavate z ministrom. To je recimo stanje, kako so nekateri novinarji prav tako, bi rekel, neokusno uslužni dosedanje vlade, dosedanjih vladajočih politikov. To sploh ni prvič. To je to, kar je se zgodilo, pri Bojanu Požarju je to pravilo, to je vedno je tako. Torej, on lansira določeno temo in potem mine tako imenovan latentni čas inkubacije, kot se reče. Ja, to je vedno. Jaz sem prav pozoren postal, zato ker to pač kot znanstvenik raziskujem in to je zakonitost. In potem to eksplodira. Prvič je pa bilo to,
ko je pa se pokazalo, da ti dominantni mediji ne morejo več zapreti prostora, bo pa zdaj čez 2 dni 9 let. To je bila pa tako imenovana Mastiff Gate afera oziroma zgrizenje dr. Baričeviča na Oražnovi ulici v Ljubljani. Tista afera bi bila še kakšno leto nazaj, to je bilo 2010. leta, recimo 2005. leta, recimo pa sigurno pa še v času recimo trde Drnovškove vladavine bi bila pometena pod preprogo. Ampak je uspelo, mislim, da Požarju, pa tudi že zelo kmalu Reporterju, ker se spominjam, da ena od številk je dosegla absolutni prodajni rekord, prav v tej zvezi spraviti to v slovensko javnost in seveda potem so to vsi pograbili in potem seveda je ta zadeva postala legendarna. Zdaj bo 9 let. Je pa to vedno, ker pač nekdo v ozadju, oziroma to je pač že ta samočuječnost novinarskih, bi rekel, pres, pa 3 pikice, da me ne bo kdo tožil. Samocenzura. Ja, samocenzura, samočuječna cenzura, recimo se temu reče. Ko si ti na preži, kot bi moral biti novinar, kje boš dobil informacijo, kje boš dobil pač material, da ga boš lansiral v časopis, ampak kako boš karkoli bo nerodnega zakril, oziroma pač nekaj predstavil, kar ni novinarska zgodba. In to je dejstvo. To je pa dejstvo zato, ker preprosto v Sloveniji z razliko Primorskega dnevnika, ki pa izhaja v Trstu, in Reporterja, če govorimo o tiskanih virih, nimamo tako imenovane temeljne kategorije, se pravi obveščanja, to je svobode tiska. Mi nimamo. Mi nimamo svobodnega tiska. Ampak včasih gremo celo v nasprotno smer. Ne samo, da novinarji nečesa ne razkrivajo, potem, ko je objavljen kakšen tak članek, ki razkrije nekega politika v negativni luči, potem skočijo novinarji, ki skušajo to opravičiti, zreducirati, relativizirati. To je bilo recimo značilno tudi v zadevi Prešiček, ko so v nekaterih medijih, naprimer v Večeru, so v bistvu skušali to prikazati kot dejansko kot politično obračunavanje, kot obračunavanje nekih uradnikov na ministrstvu z ministrom, tako da v bistvu obratno od tistega, kar bi novinar moral početi. Ampak zakaj po tvoje Nina oni to počnejo? A zato, ker pač mislijo, da morajo konkurirati na ta način pač tistemu mediju, ki je to objavil, ali zato, ker želijo biti servilni do oblasti, ali zato, ker lastnik na njih pritiska, ali je to cela vrsta razlogov? Lahko je vse od tega, lahko skušajo pač biti servilni, ker se sedanja oblast sklada z njihovimi ideološkimi prepričanji, lahko gre v ozadju za kapitalske interese njihovih lastnikov, tako da različno. Ampak si lahko potem v bistvu nek novinar, nek publicist, nek avtor, če presojaš stvari potem, da deliš ljudi na naše pa na njihove. Vse potem si ves čas v neki schizofreni poziciji. Vse na tak način ne moreš biti novinar. Vse to se počne non-stop. Jaz bi to rekel, da sploh ni naših pa njihovih. Preprosto so ljudje in teh je peščica, ki so zavezani tradiranju oziroma širjenju informacije, kakšne morajo biti. To je recimo ta oddaja, v kateri mi dva nastopava, to je Požar report, to je Reporter. Potem je pa tu še mogoče domovina.si, potem je pa tu konec. Potem so strankarski časopisi, ki pa isto kršijo, bi rekel, ta temeljna pravila, recimo Münchenske deklaracije in kršijo tudi elementarne človekove pravice, recimo Menso, bom to povedal tudi v nadaljevanju. Ampak na drugi strani imate pa vi ta podzavesten refleks, da se pač ne sme pisati, da se ne sme govoriti, da ni namen ta, da se kaj pove, ampak namen je ta, da ostane skrito in to ljudje, novinarji pijejo že z materinim mlekom, zato mi nimamo nobenih resnih zgodb in nimamo novinarstva in tudi to je pač neke vrste sramota, tudi zato, ker zdaj je pač novinarstvo glede razmerje ponudbe in povpraševanja, ponudba novinarjev, ki jih FDV producirajo, ogromna, povpraševanje je pa izredno majhno, zato ker ljudje so presegli v postmoderni to analogno fazo in so v digitalni fazi. Ti dobiš informacije z digitalnih omrežij, z Twitterja, z Reporterja, gledaš to oddajo, če hočeš vedeti, zakaj bi plačeval, zakaj bi kupoval, recimo, pa dal na mesec 10 evrov, za recimo en časopis Delo, če veš, da noter ne bo ničesar, kar bi te recimo lahko informiralo
informiralo ali pa kar bi ti pač dali neko dodano vrednost. Sam problem je, ko recimo pa si prisiljen plačevati 12 evrov na mesec za javno televizijo, Recimo, od katere pa praktično skoraj ne zveš nobenih ekskluzivnih zadev, ki bi jih oni razkrivali. Ne? Oni so še zmeraj v fazi, da uredniki zjutraj pogledajo napovednike STA in potem grejo po dogodkih, pošljajo novinarje na tiskovne konference, recimo že na komercialni televiziji, Pop TV že zdavnaj ne delajo tako. In mislim, da je TV Slovenija, predvsem kot javna televizija, tukaj zelo problematična, ker nimajo ne virov za razkrivanje zgodb, ne motiva, ne potem so seveda pod raznimi pritiski političnimi in tako naprej, tako da ne opravljajo te svoje funkcije. Prav, bomo nadaljevali debato po oglasih, ko bomo komentirali, kako se obnašajo mediji v najbolj razvpitih aferah. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Nenad Gliks in dr. Boštjan M. Turk, pogovarjamo pa se o tem, kako se obnašajo mediji v razvpitih aferah. Nenad, ti si prej omenil TV Slovenija v prvem delu oddaje, ne, da nimajo praktično svojih virov, ne objavljajo ekskluzivnih zgodb, imamo pa zadnja dva dosti sveža primera, ko pa so objavili ekskluzivno novico in v bistvu ustrelili kozla oziroma objavili neresnico. Ne. Prvi tak primer je bil pri gradnji Karavanškega predora, kjer so ekskluzivno objavili, da so Turki izločeni. Ta zadnji je pa še posebej svež, ne. Namreč v nedeljo so objavili, da imajo informacije iz kabineta predsednika vlade, da ta ne bo sprejel odstopa ministra Prešička. In naslednji dan ob 10. v ponedeljek je imel premier tiskovno konferenco, na kateri je sprejel odstop ministra Prešička. Kako si zdaj videl to razlagati? Ja, to je zanimivo. Ne? Recimo pri zadevi Prešiček TV Slovenija seveda ni bila tista, ki bi razkrila to zadevo. Ne? Niso imeli ekskluzivnih informacij, so pa potem dobili ekskluzivne informacije na koncu zadeve, da premier ne bo sprejel odstopa Prešička, ki so se nekaj ur zatem izkazale kot popolnoma napačne. Ne? Zdaj, jaz se sprašujem, novinarka, ki je to pokrivala, ne pokriva sicer politike, tako da čisto mogoče, da je to serviral eden od kolegov, ne? Napačno informacijo, mogoče celo zavestno, ne? Ni mi pa jasno, kako je možno, da je šlo to čez urednico, ne? Da urednica ni reagirala, ker smo več ali manj se je vedelo, ne? Da premier pač ta odstop bo sprejel. Ne? Zdaj, Boštjan, ne vem, zdaj verjetno je deplasiran primer, ampak vendarle, v Veliki Britaniji, ne, BBC, se pravi državna televizija, velja za nek standard poročanja in tako naprej. Verjetno tudi pri nas javni RTV servis bi moral veljati za nek standard poročanja, pa vidimo zdaj na konkretnih primerih, da so daleč od tega. Ne? Ne, so daleč od tega, zato ker so pritiski politike. Mi moramo vedeti nekaj, da televizija je še vedno največji pastir domače črede. In televizija takšna drugačna napravi vsake volitve. Vsaj v zadnjih letih je napravila vsake volitve. 11 let nazaj je napravil volitve direktor televizije, ki je spustil pač Patrio v program. Ne? Takrat so pogruntali, da to deluje. In ta princip deluje, tako gremo naprej. Ne? In tako da seveda tisti, ki držijo, se pravi, ki imajo zakulisno moč, ta zakulisna moč pa v Sloveniji seveda obstaja. Ne? Recimo, presečišče te zakulisne moči je razvidno iz tako imenovane razvedrilne rubrike informativnega programa, kadar je na sporedu. Kaj mislim s tem? Ne? Ko se Janez Markeš recimo pojavi v informativnem programu, se potem to sprevrže v nekaj, kar je zagotovo del razvedrilnega programa. Namreč v tem, da ne, hočem reči, Janez Markeš prihaja iz dela, on je zdaj, bi rekel, sicer je po poklicu teolog, tako kot Karba, in zdaj je zavezan nizkim in globokim gradnjam. Se pravi, se usposablja za to, da njegovi mojstri oziroma njegovi šefi, konkretno Petrič, bodo vrtali eno luknjo, ki je proti Avstriji, eno luknjo pa, ki je dol proti Italiji. Se pravi, v bistvu gradbeni analitik. Gradbeni analitik, in recimo te njegove
njegove zmesi teologije, žaljenja, zmerjanja in bi rekel predstavljanja absolutnega prav njegovega sedanjega gospodarja so nekaj, kar človeka vsekakor pritegne. Mislim, pritegne stališča neke širšega vprašanja psihopatologije, predvsem pa tega, o čemer je pisal Cankar. Slovensko novinarstvo, tukaj pa Janez Markeš deluje po principu, ki ga je Cankar izpostavil, Janez Markeš govorim, ker je to dokazano, v svoji drami Hlapci. Namreč hlapci, ki so se prodali, so še gorečnejši od gospodarja samega, gospodar moli rožni venec, Hlapec pa upravlja 9-dnevnico, pravi Cankar. In v tem smislu so recimo Markeševi vložki v javnem prostoru hkrati zanimivi, produktivni v tem smislu, ker vzbujajo humor in se človek ob njih nasmeje, hkrati so pa groteskni, ker kažejo na vso to naravo pokvarjenosti, se pravi izprijenosti in skreganosti s temeljnim poslanstvom, ki bi ga medij, konkretno Delo in recimo tudi konkretno informativni program RTV SLO moral imeti. Ja, tukaj pri Delu, Delo kot največji pač časopis v državi, saj ta od recimo tako imenovanih mainstream, mislim resnih političnih časopisov, oni so pač v lasti Stojana Petriča, firme Kolektor, ki je hkrati lastnik največje gradbene firme v Sloveniji, ki se zdaj zauzema za največji del kolača pri največjem gradbenem projektu drugi tir, železnice Divača-Koper. Kako si potem predstavljaš, da bo tak medij, katerega lastnik ima tako velik interes, odvisen od sedanje vlade, bil kritičen do vlade? To je nemogoče. Plus to, zdaj Delo je obeležilo 60. obletnico ustanovitve, kdo je sedel v prvi vrsti. Politiki, Milan Kučan, nekdanji predsednik, zunanji minister Cerar in za slavnostnega govornika so imeli pa predsednika državnega zbora Dejana Židana. In potem recimo se branijo pred očitki, da so režimski mediji. To niso niti mediji, to so tovarniška glasila. Recimo, tako kot je Ljubljana, tovarniško glasilo občine Ljubljane, ki ob vsakih volitvah promovira Zorana Jankovića, tako je Delo tovarniško glasilo Stojana Petriča, v katerem, tako kot sem govoril, nek Janez Markeš pač nakazuje, se pravi, alternative preboja, alternative tega, kar zdaj v slovenski družbi ne bi sledilo, ampak vse skupaj je to groteskno. Mediji morajo biti avtonomni in mediji morajo biti zavezani svojim lastnim principom, svoji lastni poklicanosti. Ne more biti pa nek nacionalni medij, v službi tovarniškega glasila. In seveda, ker tudi Patria oziroma Partija je pač neke vrste tovarna, zato so se pač ti ljudje, recimo Kučan, ki je bil upravitelj Partije ob sestopu tako imenovanem, ki ga nikoli ni bilo z oblasti, se potem zberejo ob teh obletnicah tovarniških glasil in potem razpravljajo naprej. Se spominjajo dobrih starih časov. Ja, pa tudi se jim tečejo ti stari časi naprej, sej mediji zagotavljajo, veste, mediji državljanom, ki se ne zanimajo za politiko. Še enkrat poudarjam, pri nas hodi na volitve 50% ljudi. To pomeni, da 50% volivcev politika ne zanima. In mediji tem ljudem dajejo direktne sugestije, koga naj volijo oziroma bolje, koga ne smejo voliti. In to deluje, zato pa to tudi delajo. To deluje. Izvoli, ne. Naprimer, prav v zvezi z Delom, nikakor ne velja zdaj enačiti vse novinarje, da so, družbeno-politični delavci, ampak so tudi primeri novinarjev na Delu, ki so razkrili, novinarka je razkrila afero z dodatki profesorskimi, zaradi katere zdaj sedita na klopi za obtožence, recimo nekdanji minister Mramor, dekanja Tekavčičeva. In kako so se zahvalili tej novinarki tako, da je imela izredno ni več pri njih, zato ker je imela zelo slabo plačo, niso jo hoteli zaposliti in je pač šla v drug medij. Tako ravnajo z ljudmi, ki jim nosijo ekskluzivne zgodbe. Zdaj predlagam... Romanopisec bi rekel, da pojedi na požre požeruhe. Hočem reči, ta zgodba z dodatki je pač, kot smo prebrali na Požareportu, pač zgodba čist internega obračunanja, ki jo je pač politika napravila in jo politika bo tudi
spravila v anale, ko se bo to interno obračunavanje, konkretno z Mramorjem pa Stekavčičevo, nehalo. Ampak jaz mislim, da glede na to, da Metka Tekavčič veselo kandidira na vseh volitvah, aj celo svetnica, ne vem pa, da se je pojavila na teh volitvah, tako rekoč še 2-3 mesece nazaj, da se nobenemu kaj hudega ne godi. Ne. Ja. Zdaj predlagam, si pogledamo dva primera, ne, kako mediji poročajo o tem, kaj počnejo drugi mediji, ne, kar je tudi ena posebna tema. Namreč Roni Kordiš, bloger Hat, ne, recimo ima posebej rad Požar Report in Bojana Požarja in je recimo objavil takle blog s tem naslovom pred dnevi. Ne. So zgodbe Bojana Požarja samo še pravljice za lahko verne, primer samomora uslužbenca Ministrstva za kulturo. In potem je recimo paradržavni Siol, ne, ki je poročal ne o tem, da je Peter Vilfan pač utemeljeno osumljen, da je utajeval davke, ampak je poročal o njegovem odzivu in sicer je zapisal Peter Vilfan, državni sekretar in tako naprej, se je po tednu dni namigovanj nekaterih medijev, da se izogiba plačevanju davkov, vendarle odzval. Ne? In potem naprej, kaj je povedal. Kako si videla to zdaj razlagata, da mediji na tak način poročajo v bistvu ne o dejstvih, ki so se zgodila ali pa bila razkrita, ampak poročajo bodi si v poročanju drugih medijev ali pa samo objavijo odziv nekoga. Ne? Še posebej je to značilno za poročanje o delu predsednika vlade. Ne? Človek ima včasih občutek, da te dominantni mediji ne objavijo, da se je zgodil umor, ampak objavijo novico, da je premier Šarec lastnoročno aretiral morilca. Ne? Ali bi pa recimo objavili novico, da ni ravno jasnih meril, kaj to umor sploh je. Da je šlo za umor ali ni šlo. Predvsem je to seveda logično. Slovenija je dežela, vsa ta, bi rekel, posttranzicijska oziroma postkomunistična elita ima samo en cilj, da čim manj stvari se, bi rekel, proda. Čim manj premoženja se proda, državnega premoženja, to je srebrnina, kako to že imenujejo. Dokaj se to ne proda, imajo oni vpliv. Preko tega vpliva izvajajo vplive v medije in potem seveda so lahko, oni imajo moč. Recimo, mi imamo neokrnjeno informacijo, to je naša moč, njihova moč so pa pač količinski mediji. Zdaj pa to je en zelo epohalen spopad, ki se je še enkrat prvič pokazal za mogočega 9 let nazaj ob aferi, se pravi Mastifi na Oražmovi. Ampak ta spopad se bo vedno bolj prevešal v smer teh, recimo, manjših medijev, se pravi Reporterja, Požarja, te televizije, vedno več vpliva bo dobila preprosto, ker je to zakon, ki uravnava ekonomijo, zakon ponudbe in povpraševanja. Če imaš ti na eni strani preveč ponudbe, preveč povpraševanja, pa nimaš pravilne ponudbe in obratno. Ljudje povprašujejo po kvalitetnih informacijah in jih v večinskih medijih ne dobijo. Ogromno ljudi ve, da je politika, kaj pa je stranski efekt vsega tega farbanja državljanov, to, da jih polovica več ne hodi na volitve. Mi smo pred kratkim objavili zgodbo, da bo imel Lojze Peterle, če ne bo uspel na naslednjih evropskih volitvah, 4500 evrov pokojnine. Če bo kandidiral in bo uspel priti v Evropski parlament, bo imel po koncu naslednjega mandata, mislim že 4. več kot 6000 evrov pokojnine. Objavili smo tudi, recimo, da evropska komisarka Bulčeva noče razkriti svoje plače. To so, mislim, take stvari, ki bi jih tudi večji mediji morali bolj predstaviti javnosti, pa jih žal ne. To, kar si pa prej rekel, kako da mediji sprevržejo zgodbo. Imaš primer zdaj ustavne obtožbe zoper premierja v zadevi diskriminacija na račun otrok, ki hodijo v zasebne šole, kjer se izvaja javno veljavni program, ki ga država ne financira v enaki meri kot v javnih šolah. Namesto, da bi mediji, nekateri, sem videl, da bi poročali, kaj opozicija, kaj SDS očita premierju in očita mu pač kršenje, da ne izpolni odločbe ustavnega sodišča, so dali recimo naslov, ne vem, da je premier rekel, da naj se SDS ukvarja s svojimi problemi. Torej, hkrati so pa zamolčali to, da se je pri izgovarjanju, zakaj te ustavne odločbe ne vlada oziroma potem parlament
ne udejanjajo, se je enostavno zmišljeval, je govoril neresnice. Če je to zavestno počel, se je lagal. Zakaj niso šli analizirati, ali tisto, kar govori, torej, da bi bile tukaj zasebne šole privilegirane in se non-stop se zavaja. Recimo, skozi se govori o javnih pa zasebnih šolah, kar tu ni ključno. Gre za to, da je enak javno veljavni program se izvaja v javnih in v zasebnih šolah. In to ni enako financirano. Noben ne govori, da bi morala država financirati recimo objekte od zasebnih šol. To je vse skupaj na glavo postavljeno, ne? To je sprevržena logika, tudi zaradi tega, ker teh zasebnih šol je 0,84% in te zasebne šole nikogar ne ogrožajo, ker jih niti za vzorec ni. Zdaj, zakaj pa, če nazaj odgovarjam, zakaj recimo jaz sem poznan po tem, da leta demokratično javnost opozarjam na to, kdo je Lojze Peterle, kdo je v ozadju, kakšne so povezave s Hildo Tovšak in tako naprej. To je v redu, Boštjan, oprosti, ampak ni zdaj Lojze Peterle, ni tema. Ne, hočem reči, zakaj so mediji pač prizanesljivi do teh treh poslancev, zato ker so popolnoma benigni, ne? Se pravi, hodijo najmanj, da smo prebrali, da hodijo najmanj da se najmanj udeležujejo teh zasedanj in se pravi, so neinformirani, ne vrtajo in ne ogrožajo nikogar, kajti v Sloveniji gre za ohranjanje statusa quo, samo za to. Eno vprašanje imam še za vaju, ne? Recimo časnik Večer, to je pač časnik Maribora in okolice, bodimo iskreni, ne? In vse odkar se je pač Saša Arsenovič prijavil za kandidaturo za župana Maribora in potem, ko je bil izvoljen, v bistvu v njem poročajo tako rekoč samo v superlativih oziroma sporočajo samo pozitivne novice, kot si ti prej rekel, Nenad, se pravi tisto, kar sam želi objaviti, ne? A lahko en časopis, kot je Večer, na tak način sploh preživi neko kritično presojo bralstva? Kakšne dolgoročne posledice lahko ima to za časopis in za novinarje, ki tam delajo? Torej, ob takem ravnanju... Ja. Ob takem ravnanju seveda Večer zgublja vso verodostojnost, ampak to pa ne pomeni, da Večer ni po svoje v navednicah zaslužen za to, da je Arsenoviča inštaliral na mesto, na katerem Arsenovič zdaj je, in da če recimo zdaj beremo pač Požar Reporter pa Reporter, da vidimo, da zdaj Arsenovič v takšnih in drugačnih konfiguracijah seveda te usluge vrača. Ne pozabimo to, kaj je rekel sam prejšnji župan Andrej Fištravec v volilni kampanji, torej da Arsenovič ni samo kandidat SMC, ampak tudi kandidat Večera. Ampak Večer se nikoli ne opredeli jasno za Arsenoviča. Ne objavijo recimo uredniškega komentarja, kjer napišejo, da mislijo, da je Saša Arsenovič najprimernejši za župana Maribora. To je bilo gotovo bolj pošteno. Ja. Večer je uničil pač Franca Kanglerja, njegovega najbolj realnega protikandidata in z tako imenovanimi ljudskimi ustajami, ki so se začele v Mariboru in tudi zdaj. Mislim, ti se ne moreš proti temu boriti, ker Večer recimo ima zdaj nizko naklado in bo imel še nižjo naklado, ampak recimo vsej tistim, ki so v ozadju vsega tega, ne gre za to, ima časopis prosperiranje, denar se bo že našel, imajo popolnoma druge cilje. In ta cilj z inštaliranjem Arsenoviča so pa dosegli. Prav. Si moramo vzeti še en krajši premor, ampak ne odhajate gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Nenad, Boštjan, kdo po vajinem mnenju zdaj, če te mainstream dominantni mediji tega več kot očitno ne počnejo, upravlja to vlogo novinarskega psa čuvaja? Nenad? Do določene mere mislim, da so to vlogo prevzela družbena omrežja. Torej, tam se širijo informacije, marsikaj zanimivega se zve od ljudi iz družbenih omrežij, izmenjujejo si informacije, tako da tudi marsikatera novinarska zgodba, tudi jaz sem kakšno novinarsko zgodbo že v bistvu dobil podatke ali pa saj vir na ta način. Tako da ni ta klasična vloga medijev se spreminja. Drugače pa kdo bi bil zdaj, kdo je prevzel to vlogo watchdoga.
Jaz ne mislim zdaj, da bi se tukaj morali deliti, recimo svetovno nazorsko, da Ja, bi, vem, ampak se opravičujem, Nina, toliko časa pa nimamo. A veš, boš drugič povedal, hvala ti. Boštjan, na kratko, kaj ti misliš? Ja, čisto na kratko se strinjam s tem, kar je Nina rekel, to je, uporabljam Slivnikov izraz, mediji kontinuitete proti medijem diskontinuitete. Novi mediji so watchdog, recimo mi, se pravi Faktor, Reporter, Požareport, to so mediji, ki jih oprti na družbena omrežja, 10 let nazaj, tako rekoč, ni bilo. Ti so zdaj nosilci, bi rekel, glavne medijske kontrole. Žal, tako je. Nenad Gliks, dr. Boštjan M. Zupančič, najlepša hvala za vajne komentarje v današnji oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila aferaška 236. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi ta konec tedna, v živo pa se spet vidimo v ponedeljek. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.